Prihajamo na 5. točko dnevnega reda, to je sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa dograditev zdravstvenega doma. Lep pozdrav. Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je tisti predpis, ki nas zavezuje k pripravi investicijske dokumentacije za naše projekte. Za projekt dograditev zdravstvenega doma Brežice je bil potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta v lanskem letu 20.9. Z tistim dokumentom je bil opredeljen namen, vseg in termin investicije. V letošnjem letu je bil objavljen razpis Ministrstva za zdravje in sicer za sofinancerska sredstva, ki jih lahko pridobili. Za ta namen je občina pripravila tudi investicijski program, ki ga je potrdil župan na podlagi pooblastila občinskega sveta. V obeh dokumentih je bilo predstavljeno stanje, prikazana je bila tehnična zasnova projekta, pričakovani stroški in časovni okvir izvedbe investicije. Stroški v samem DIP-u so bili ocenjeni na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter vrednosti cene kvadratnega metra. Po DIP-u je celoten projekt znašal 6.047.584.788 evra z DDV. Od tega so bili lastni deli občine Brežice 3.713.474.029 evra z DDV. V fazi izdelave IPA so bile ta ovrednotena dela gradbenega knjižka na podlagi že izdelanega projekta za izvedbo in pa projektantske ocene vrednosti del po postavkah. To nam je tudi vrednost celotnega projekta narasla in je znašala 6.659.601,32 z DDV. Lastni deli občine Brežice pa 3.480.213,59 evra. V letošnjem letu v pomladanskem času smo šli tudi v objavo javnega naročila za izvedbo vseh gradbeno-vrhniških in inštalacijskih del, vključno z dobavo in vgradnjo opreme ter dobavo in vgradnjo avtomatiziranega skladišča lekarne Brežice. Zato, ker je bila ponudba zelo visoka, smo vse ponudbe zavrnili kot nedopustne, saj so bistveno presegle naša zagotovljena sredstva. Skupna vrednost najnižjih ponudb za vse sklope javnega naročila je znašala 7.490.859,65 evra za DDV. Nova vrednost v tem takem, ker gre tam samo za gradbeno-vrhniška dela in opremo, celotna vrednost projekta vključuje tudi projektno dokumentacijo, nadzor in koordinatorje za varnost, tako da celotna vrednost na novo znaša 7.681.788,82 evra za DDV. Ker je za tako bistveno povišanje vrednosti projekta, spreminja se pa tudi virjem financiranja, je v skladu z uredbo, ki sem prej navedla, potrebno novelirati investicijski program. To smo mi posodobili finančni načrt in pa terminski plan. Po novem dinamika stroškov znaša tako, da bi v 2022 letu izvedli investicijo v višini 463.870,72 evra. V letu 2023 bi bila izvedena dela v vrednosti 3.853.940,76 in v 2024 letu, ko se izdeluje tudi zaključek investicije, 3.252.089 evra. Dodatno smo pridobili, kot sem že omenila, vire financiranja, pa bom kar naštela, koliko bo predvidevno dodal. Občina Brežice bi celo nekoliko nižje vrednost dala svojih sredstev, kot je bilo planirano po DIP-u, to je 3.639.715,66 evra, zdravstveni dom Brežice 461.364,86 evra, lekarna Brežice 2.300.000, Ministrstvo za zdravje smo že pridobili sklep, da je projekt izbran, ni pa še podpisana pogodba, še ni prišlo. Teh sredstev je 853.388,80 evra in pa od Ekosklada smo že dobili tudi odobreno
je pa 427.319,50 evra. Je pa tako, da preden smo šli v javno naročilo, smo preverili tudi, ali presežemo vrednost naših javnih naročil, vrednost, za katero moramo po zakonu o javnem partnerstvu preveriti tudi zasebni interes. Ta vrednost je 5.278.000 evrov brez DDV. Takrat te vrednosti nismo presegli, tako da smo šli javno naročilo. Ker so prišle tako visoke ponudbe, nas te zakon obvezuje, da preverimo, ali je zasebni interes morda je. To se pa preveri z oceno upravičenosti. Oceno upravičenosti smo že naročili, vendar še ni izdelana. Tako da ocena upravičenosti bo pokazala, ali je smotrno iti v postopek javno-zasebnega partnerstva, kolikor ne bomo šli naprej z javnim naročilom na način, da bomo šli v konkurenčni dialog z ponudniki, ki so v prvem javnem naročilu oddali ponudbe. Kar se tiče časovnega okvirja, lahko povem, da bomo, kolikor bo šlo nekako po načrtu, bi v jesen septembra, oktobra začeli izvedbo na gradbišču. Gradbišče bi se tudi zaključilo nekje marca 2024 leta in bi aprila 2024 leta dali projekt naprej v uporabo tako lekarni kot zdravstveno domu Brežice. Koliko z mene? Hvala lepa. Glede na to, da nismo te odgovori, kaj vsi pozitivno mnenje, da je to razprava, če želeli to razpravati. Vsekakor, ko ste pa še na korespondenčni seji, je bil potrebitev študije, ki bo pokazala kako naprej. In ne bomo začeli nekajne druge aktivnosti, ki bomo na korespondenčni seji. Igor, začeš, če bi razpravo samo. Če je bilo razpravo? Hvala za besedo. Jaz, kar se tega projekta tiče, nimam nekaj posebnih pripomb. Imam pa mogoče malo na dokumentacijo, da je to, kar smo dobili v gradivu, je pač en spis, kjer se določeni sestavki velikokrat ponavljajo, ne daje pa to gradivo nekega temeljitega odgovora, kaj točno je, kaj lahko pričakujemo od teh zdravstvenih programov, ki bodo v tem novem delu. Zdaj piše bojo ambulante, PVC, pa seveda, ker bo več novih prostorov, bo nastala potreba po zaposlitvi 4 novih čistil, ampak glede na to, da in jaz seveda pozdravljam vsako novo delovno mesto, da je glede na to, da gre za relativno velik znesek, ki se zdaj s to novelacijo še povečuje, bi bilo mogoče vsem bo dobro, da je v gradivu, ki ga dobi občinski svet, dobro razdelano. Kaj je tisto, kar potrebujejo dejansko v zdravstvenem domu, da se ne bo na prvo zgodilo, da se bo te prostore dejalo, ali pa ta stare, ki bi lahko bili dobro izkoriščeni v najem koncesionarjev in podobno. Pač povedali, da ste zdravstveni dom je dobil kar vsej novih programov, da nekatere zdravniki celo začasno preselil prostore otvorenega bivšega doma upokojencev. Definitivno pa lahko, glede na to, da imamo več korespondenčnih sejo v zvezi z javnim sektorjem oziroma da se ugotavlja interes zasebnega investitorja, da bo se še tam dobili dodatno tudi. Bomo pozvali zdravstveni dom rezultatno. Dobro, s tem razpravo zaključujem in dajem glasovanje, sprejme se sklepu potrditvi novelacije investicijskega programa dograditev zdravstvenega doma Brežice. Prisotnost. In pa glasujem.